Pri Hondi smo menda že navajeni, da s svojimi modeli oblikovno polarizira. S Civicom sploh, pa tudi z večjim CR-V. Že v prejšnji generaciji je ta imel precej nenavaden zadek in čeprav ga ima tudi tale, mi je oblikovno bolj všeč, bolj ameriško deluje, manj azijsko. Je pa takšna oblika zadka spet poskrbela za ogromno prostora. Prtljažnik ponuja 561 litrov in je zelo uporaben. Po novem imate lahko pri opremah Elegance in Lifestyle tukaj 2 dodatna sedeža, potem je prostornina okrog 100 litrov manjša, boste pa pripeljali 2 potnika več. Evo, še za kapo je dovolj prostora. Tudi prostornost v kabini ostaja domena tega avtomobila. Vrata se odpirajo izjemno široko, skoraj do 90 stopinj, zato je vstopanje sile enostavno, prostore in udobja pa je veliko tudi na tej zadnji klopi. Evo, tole je sedež nastavljen zame in tukaj zadaj je res ogromno prostora. No, pa stekla so velika, zato je preglednost odlična, ISOFIX je lahkotno dosegljiv. To vse bo družinam všeč. Enako spredaj. Položaj za volanom je praktično perfekten, to Honda vedno obvlada. Okolje je prijetno, sedeža udobna, ročica tega zelo natančnega menjalnika pa je blizu rok. In odlagalnih mest je ogromno, pa še uporabna so. No, volan je dobil nekaj novih stikal, ta naprimer ni več narebran in deluje manj ceneno, čeprav malo vseeno še. Osrednji zaslon pa je dobil vrtljiv gumb za nastavljanje glasnosti. Oboje dobi tudi prenovljeni Civic. Čeprav pri volanu vedno poudarjamo, da nismo posebni pristaši križancev, predvsem zaradi manjšega vozniškega udobja, včasih kakšen prav prijetno preseneti. Tale že. Precej malo pretresa za tip vozila in ni pretrd, obenem pa se zmore prav suvereno zapoditi v ovinke. Seveda tega ne boste počeli prav pogosto, je pa pomembno, da je občutek na volanu dober, da je volan naravno prav obtežen in da podvozje zelo lepo uboga voznikove ukaze. Tudi motor je dober, v tem primeru je pod pokrovom 1,5 litrski turbobencinar z malce manj moči kot v Civicu, 127 kW ponuja oziroma 173 konjičkov. Seveda zaradi večjih mer in manjše moči ni tako suveren kot v Civicu in tudi porabi kakšen litrček več, okrog 8, če se boste malce hitreje vozili naokoli ali pa 7, če boste malo bolj umirjeni. Je pa zelo prožen in nenaporen, kot se v takšnem avtu spodobi, predvsem se pa tudi zelo rad vrti, kot atmosferski deluje. Evo, kot Civici iz leta 90. Pohvaliti moram tudi paket asistenčnih sistemov Honda Sensing. S praktično vsemi elementi je na voljo že v osnovni opremi, predvsem pa sistemi zelo dobro delujejo, dovolj hitro in hkrati nemoteče. Okroglih 30 jurčkov pride takšen CR-V z opremo Elegance Navi. Glede na to, da je oprema kar bogata, se zdi cena dovolj dobra, je pa tole različica s sprednjim pogonom, čeprav je na voljo tudi 4-kolesni CR-V. No, kmalu k nam pride še hibridna varianta, tista bo imela še več moči in še manjšo porabo in bo tudi zanimiva in dražja.